Pravila tekmovanja, kjer so izbirali najhitrejše roke v postavljanju piramid, so zelo enostavna. Ko je tekmovalec pripravljen, začne sestavljati piramide. Za 2 ima na voljo 3 plastične kozarce, za 1 pa 6. Tekmovanje na Japonskem je bilo eno izmed številnih, ki jih izvajajo širom sveta in ki spadajo v športno serijo postavljanja piramid iz kozarcev. Zmagovalec se bo do naslednjega tekmovanja lahko hvalil, da ima najhitrejše roke. Sama izvedba zahteva močno koncentracijo, saj je treba najprej piramide postaviti, zatem pa kozarce vrniti v začetno stanje. Zmagovalec postane tisti, ki mu to uspe v najkrajšem času. Zanimivost tekmovanja je tudi o tem, da poteka v različnih kategorijah. V posamični, med pari, kjer je dovoljena uporaba le ene roke, ter v štafetni obliki. Kar nekaj parov je bilo sestavljenih iz otrok in njihovih staršev. Tako je na primer 53-letni Shuji Hirasaki tekmoval skupaj z 10-letnim sinom Ryojo. 試しに親子で出てみようっていう感じでちょっと申し込んでみました。それやってみたら結構楽しくて今ちょっと熱中してます。 Če so to vrstno tekmovanje uvrstili med športne panoge, potem lahko rečemo, da gre za eno izmed tistih, ki so v resnici namenjene širokemu spektru ljudi. Najmlajši udeleženec japonskega turnirja je imel 4, najstarejši pa kar 83 let. Gospod Kunimatsu je dejal, da se je ekipnega tekmovanja lotil zaradi zabave. Čeprav se ekipa najstarejšega udeleženca ni uspela kvalificirati v nadaljnje tekmovanje, pa je prejela javno pohvalo, ki je namenjena veteranom. Kaj pa nagrada za najhitrejšega udeleženca? Ta bo moral kmalu pripraviti kovček, saj bo aprila tekmoval na svetovnem prvenstvu, ki ga bodo izpeljali v Nemčiji. V Mehiki pa so organizirali največji dogodek v plesni aerobiki na svetu. Razumljivo, da je bil motiv med udeleženci izjemen, tako da jim v nedeljo, na dela prost dan, ni bilo težko rano vstati. Ker je šlo tudi za mednarodni dan fizične aktivnosti, so se v organizacijo dogodka vključile še lokalne oblasti, ki so želele, da prebivalci Mexico Cityja ta dan preživijo na prostem. Tako se je množica ljudi, med katerimi je bilo največ žensk, zbrala ob zvokih glasbe na uri zumbe na enem izmed največjih mestnih trgov. Več tisočglavo množico je usmerjalo nekaj inštruktorjev zumbe, plesnega dogodka pa so se udeležili tako profesionalci kot amaterji. Vsi skupaj so prisluhnili zvokom salse in nekaterim drugim latinskim ritmom. Da so zadostili kriterijem, so se razgibavali slabo uro. Glavna nadzornica športno-plesne prireditve pa je preštela udeležence. Teh je bilo 6633. Bueno, este es un récord nuevo que nosotros creamos la categoría para este particular evento y el mínimo que le pusimos era 2013 personas. Entonces el récord nunca lo habían hecho, fue por primera vez que lo hicieron hoy y lo lograron con mucho éxito. Organizatorji, ki so nekaj tisočim popestrili nedeljsko jutro in jim omogočili, da se vpišejo v knjigo rekordov, sedaj želijo, da bi se tisti udeleženci, ki se še niso, začeli aktivno ukvarjati s športom. Majice, ki so jih prejeli, jim bodo v spodbudo in jih bodo še nekaj časa spominjale, da so se priključili tistim zemljanom, ki se lahko ponašajo z naslovom svetovnih rekorderjev.